lahko razložite najprej vaše razloge, zakaj ste se odločili, da bi sklicali stavko v javnem sektorju? Ja, gledajte, za stavko v javnem sektorju smo pravzaprav bili prisiljeni. Prisiljeni v presenečenju, ko vlada nenadoma ni želela spoštovati oziroma izpolniti zagotovila iz dogovora, ki smo ga z vlado podpisali leta 2006. Ta jasno pravi, da se morajo plače, osnovne plače zaposlenih v javnem sektorju izravnati, če bo inflacija v letu 2007 večja od 2,1%. Uradni podatki še niso znani, ampak povsem jasno je, da je inflacija kakih 5,7%, kar pomeni, da smo upravičeni do izravnave osnovnih plač v višini 3,5%. Prepričani smo bili, da pomeni izpolnjevanje podpisanega dogovora avtomatizem in nas to sploh ni skrbelo. Vlada je nenadoma prišla s predlogom, da bi se te rasti osnovnih plač odrekli na račun dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po 6 letih pogajanj za nov plačni sistem preprosto ni mogoče bilo več računati na to, da bodo naši člani oziroma zaposleni v javnem sektorju pripravljeni na kaj takega. Zahtevajo izravnavo seveda in predvsem zato, ker vemo, kakšni so razlogi za povečano inflacijo, podražitev osnovnih življenjskih potrebščin, ki so se zaposlenim v javnem sektorju prav tako podražili in v enaki višini kot zaposleni sicer, kar pomeni, da je naša zahteva bila neizpodbitna. Mi terjamo izpolnitev pogojev iz dogovora. Kaj je vlada? To smo vlade seveda na pogajanjih in neposredno sporočili že v decembru. Prepričani smo bili, da je zgodba zaključena. Januarja pride vlada s tem istim predlogom, minister Bajuk nam je ta predlog predstavil na način, ko je dokazoval, kako ugodni so makroekonomski, makrofinančni pogoji, suficit v javnih financah in tako dalje. Hkrati pa pričakoval od nas, da se odpovemo te rasti, ki jo zagotavlja dogovor. Jasno je, da na to ne moremo pristati. Filozofija v takih negotovih razmerah, filozofija, da je bolje vrabec v rokah kot golob na strehi, je tle popolnoma upravičena. Jaz razumem zaposlene v javnem sektorju, ki so kategorično odklonili to možnost. Če bo v sredo stavka potrjena, kar pomeni, da se bo pogajalska skupina javnega sektorja preimenovala v stavkovni odbor, kar pomeni, da bojo priprave na stavko 30. januarja povsem resne, potem je jasno, da se začno pogajanja o stavkovnih zahtevah. Pogajanja z vlado Republike Slovenije. Jaz sem prepričan in upam, da lahko dosežemo nek dogovor, sledeč seveda neizprostne resnici, da so vsaka pogajanja končajo z neke vrste kompromisom, z nekim dogovorom, skratka, ki bo zadovoljil obe strani. Ampak ta trenutek, poudarjam, je naša zahteva 100% izpolnitev dogovora, ki smo ga podpisali z vlado Republike Slovenije. In ne nazadnje, to velja poudariti. Ne borimo se samo za naše neizpodbitne in ne nazadnje tudi iztožljive pravice, ampak borimo se tudi za verodostojnost vlade. Ne nazadnje, zdaj se borimo za to, da bo vlada izpolnjevala tisto, kar je podpisala in sklenila. To se pravi, za njen obraz se borimo. Tega, da bi se potem na makrofinančni ravni dogajala neka
neka spirala inflacije in tako dalje. To so zgodbe, ki jim ne gre kar tako verjeti. Ne. Ta trenutek vemo, da priznani ekonomisti povsem nedvoumno trdijo, recimo, da plače sploh niso neke vrste generator inflacije v taki meri, kakor skušajo nekateri trditi. Kar pomeni, da posledice zagotovo ne bodo take, s čimer oziroma kakor grozijo z njimi nekateri. Nedvoumno je, da je naša temeljna dolžnost, da zaščitimo obstoječo, sploh ne gre za dvig plač, obstoječo raven plač v Republiki Sloveniji za zaposlene v javnem sektorju, ki jih dogovor že zagotavlja. Mi se ne borimo za nekaj novega. Največ, kar se lahko zgodi, je, da pogajanja o stavkovnih zahtevah pripeljejo do nekega kompromisa, s katerim bi se eventualno obe strani strinjali. Ampak to se mora šele zgoditi. To vidite vi kak ta kompromis? Glejte, rekel sem, da so vsaka pogajanja kompromis, ker sicer pogajanj ni. Sicer gre za ultimativno pozicijo, ki jo nekdo postavi in na njej trmasto in radikalno vztraja. Zaenkrat je naša drža taka, da zahtevamo izpolnitev tega. Ampak mi imamo ne nazadnje dve zahtevi. Stavkovni. Sta dve zahtevi. Eno je izpolnitev dogovora, ki je nedvoumna, in drugo je tudi ta, da zagotovitev, da se pravice iz novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju zagotovijo od 1.1.2008 dalje. To, o čemer govori parafirana kolektivna pogodba javnega sektorja. Ne glede na to, kdaj bomo ustvarili vse formalne pogoje za izpolnitev. Ker vemo, da tečejo pogajanja za 13 panožnih kolektivnih pogodb. Ampak mnenja o tem, kdo bolj ali kdo intenzivneje zavlačuje ta pogajanja, so seveda na obeh straneh različna. Mi menimo, da k temu prispeva še kako svoje tudi vlada. Zato terjamo tudi uresničitev pravic od 1.1.2008 z načinom in dinamiko poračuna in tako dalje, ki je stvar dogovora v prihodnje. V to se pač še ne spuščamo. Ti dve zahtevi bosta pogajalska materija prihodnji teden. Kompromis je vedno mogoč.